Pozdravljeni v 10. epizodi Simple Life podcasta 17. junija 2020. Z vami sem Jure Pehar in današnja epizoda je taka malo, kako bi rekel, pecajzlasta. V smislu, da kako poimenovati fotografije oziroma slike na računalniku, da bodo vedno razvrščene po datumu. Oziroma kako v Excelu ali pa Google Spreadsheetu poimenovati, niti ne poimenovati, ampak kako zapisati datum, da se pol ne rabiš ubadati, a bo Excel to dojel kot datum ali ne, a bo pol razporedil pravilno. V glavnem ta oblika zapisa deluje ne glede na to, kaj Excel dojame, pa ne glede na to, kaj kjerkoli drug program dojame. Pač je trotl zihar, kako bi rekel. In zapis je tak, od največje časovne enote do najmanjše. Se pravi letnica, mesec, dan, ura, minuta, sekunda, vmes pa pike. Letnica je seveda 4-mesna, vse ostalo pa vedno dvomestno. Tudi recimo 7. januar ne bi bil napisan 7.1, ampak 07.01. Oziroma celo v tem primeru bi bil najprej mesec, se pravi najprej 01, potem pa dan 07. Recimo datum današnje epizode je 17. junij 2020, pa rečemo, da je zdaj ura tam nekje 8 zvečer, torej bi ta datum izgledal v tej obliki, ki jo jaz predlagam, 2020, pika, 06, pika, pol je danes, 17, 17 pika, 20 pika, 00 pika in če bi hoteli še sekunde na koncu dati, še enkrat 00 pika. In odkar imam recimo slike tako razporejene, so vedno lepo razporejene po datumu. Včasih sem jih hotel tematsko poimenovati, ampak sem videl, da je veliko boljš po datumu, potem pa jih, kar se teme tiče, lahko daš v najrazličnejše mapce. In tudi mapce razporediš ne nazadnje po datumu, da se pravi napišeš datum v tej obliki, pomišljaj in potem, kaj je bilo to. Nek dopust, nek dogodek itd. Prednost tega zapisa je pa tudi, se pravi tega, da v samo ime fotografije napišeš datum, da dostikrat sem opazil, da če fotko prestavljam iz enega računalnika na drug ali pa na trdi disk, pa pol na USB, ne morem več klikati z desnim gumbom miške in odpreti podrobnosti fotografije, pa videti, kdaj je bila fotka narejena. Včasih se datum, se pravi created on ali pa modified on, se pač spremeni glede na to, koliko datoteko spreminjaš ali pa koliko jo prestavljaš ali pa če jo na novo ustvariš. In je ful smoten, kad tako 5 let kasneje gledaš fotke za nazaj, pa te zanima, kdaj točno je bila narejena. Ne kdaj je bila datoteka narejena, ampak kdaj je bila fotka ustvarjena, prav kdaj je bilo fotografirano tisto, kar vidiš. In tega ne moreš več videti, zato ker si to datoteko tokrat prenesel iz enega diska na drugega, pa na USB vmes pa nazaj. Če imaš pa v imenu same slike napisan datum, potem pa ne glede na to, koliko prenašaš, bo vedno tam. In boš vedno vedel, kdaj točno je bila fotka narejena. Še ena pozitivna stran tega je pa, da je to zapisovanje oziroma to poimenovanje fotografij malo zamudno. In rečem, da je to fajn stvar, zato ker te pol prisili, da zbrišeš kar dosti fotk, ker se ti pač ne da ubadati, da bi vse poimenoval na ta nov način. In meni se to zdi fajn zadeva, zato ker danes imamo ful veliko fotografij, ki jih zelo malokrat pogledamo. In je fajn, če te že poimenovanje fotk nekako prisili, da jih čim več zbrišeš. Zdaj govorim bolj za osebno zbirko, za pač one fotografije, ki jih hočeš hraniti čez čas. in ne za one profesionalne fotografe, veš, ko imate ogromen fotk
In valjda vi se ne boste obadali, ne, s tem, da boste datoteke na ta način poimenovali. Ne. Ampak tako za svojo lastno zbirko fotografij, te družinske fotke itd. Je pa fajn jih je imeti določeno količino, ampak ne pa spet toliko velik. In ta način poimenovanja, te malo prisil, da jih zbrišeš, kar je meni kul. Je pa tudi fajn ta način poimenovanja za druge programe, ki se pravi, povsod bo deloval. Se pravi, vedno, ko boš hotel razvrstiti po datumu, ali od najnovejše do najstarejše, ali pa obratno, bo zadeva delovala, pa ne glede na to, a program dojame, da gre za datum, ali dojame, da gre za številko, ali navaden zapis, nima veze. Vedno bo lepo razvrstil. In to je današnji predlog. Spodaj se kot vedno lahko naročite na nove epizode, če se še niste, in do naslednjič uživajte.